Velika noč je praznik veselja, upanja in hvaležnosti. Na ta dan kristjani praznujejo Kristusovo vstajanje od mrtvih, kar je tudi temelj krščanske vere. Verujejo, da je Jezus z vstajenjem odrešil svet, kar pomeni upanje na večno življenje. Zato velja Velika noč za največji krščanski praznik. Seveda z velikim razlogom, Jezus premaga smrt. Smrt nima več zadnje besede, tako človeško življenje po Jezusu povabljeno k brezkončnosti, k večnosti. Čeprav je glavnina velikonočnega dogajanja postavljena v velikonočni teden, se velikonočno obdobje začne že takoj po pustu, s pepelnično sredo. Takrat se začne postni čas. Pravo praznovanje pa se začne na Veliki četrtek, ko se začne tudi velikonočno tridnevje. Veliki petek je posvečen Kristusovemu trpljenju in smrti na križu, Velika sobota pa je dan tišine pričakovanja ter blagoslova jedi. Vrhunec praznovanja nastopi na velikonočno nedeljo, ko kristjani slavijo vstajenje Jezusa Kristusa. Do velike noči morajo biti pripravljene tudi številne jedi, ki imajo posebno mesto v velikonočnem praznovanju. Praznična miza se šibi pod tradicionalnimi dobrotami, kot so pirhi, šunka, hren, kruh in potica, ki jih skrbno pripravijo slovenske gospodinje. Na poseben način Slovenci, morda bolj kot drugi narodi, radi prav z velikonočnimi jedili si približamo te skrivnosti velike noči. Da bi nam bile čim bližje, da bi jih pravzaprav lahko kar prijeli. V velikonočni košari ne sme manjkati kruh oziroma potica in to je znamenje življenja. Saj človeka ohranja živega in mu daje moč, prav za življenje. Spominja nas pa kruh, potica, na Kristusove besede o zrnu, ki mora v zemlji umreti, da lahko obrodi svoj sad. Meso, zelo pomemben del velikonočnih jedil, in za blagoslov navadno pripravimo res najboljši kos mesa. In po ljudskem izročilu je ta kos mesa podoba Jezusa samega, ki je za nas trpel, za nas umrl. Spominja nas pa tudi na velikonočno jagnje, ki so ga Izraelci uživali v spomin na rešitev iz egiptovske sužnosti. No, pirhi, posebej še rdeči, pa nas spominjajo na kapljice Jezusove krvi. Pirh po svoji obliki je podoben kapljici, in prav rdeči nas spominjajo na Kristusovo kri, ki se je za nas vse prelila. Prav tako pa so pirhi tudi podoba groba. V jajcu se namreč skriva življenje, ki ob določenih pogojih seveda prikljuje na dan. In ta lupina
jajca, pirha, mora se razpreti, zdrobiti, da pride v življenje. Lupina, torej, je podoba skal, ki so zapirale Kristusov grob, a jih je ostali Kristus zdrobil. In še ene jedi se moramo spomniti, ne sme manjkati, to pa je hren. Hren, ki je po svoji obliki seveda podoben velikim žebljem, v nas zbudi sočutje do Jezusa, ki je bil pribit na križ in tam umrl. Sočutje torej do njega, ki je za nas trpel in za nas umrl. Hkrati pa nas grenkoba hrena spominja na Kristusovo žejo na križu, ki je bila predvsem žeja po človeški in božji bližini. Med najbolj znanimi simboli Velike noči je tudi zajec, ki pa izvira iz poganstva. Krščanstvo ga je zelo pozno prevzelo kot prasimbol prerojenja, rojstva pomladi in življenjske radosti. Velika noč nas s svojimi simboli opominja na upanje, na zmago luči nad temo ter na vrednote sočutja in bližine. Hkrati simbolizira tudi novo življenje, priložnost, da zaživimo, tako v sebi, kot tudi v odnosih z bližnjimi. Naj bo vaša velika noč polna topline, bližine in notranjega miru.